Gospod Bogataj, vi ste vodja globalnih tehničnih in vzdrževalnih storitev pri Novartisu in danes se bova pogovarjala o čistih prostorih. Seveda ne govorimo o čistilnih servisih, da ne bo pomote. Čeprav izgleda tema tako malce trivialna, vsaj meni je bila, ker je nisem poznal, priznam, od začetka moram reči, da je kar zanimiva in da sem se veliko novega naučil, tako da upam, da bodo tudi najini poslušalci oziroma gledalci veliko odnesli od tega pogovora. Pa bi začela morda najprej s farmacevtsko industrijo, oziroma ker pač izhajate iz farmacevtske družbe, pa če mi lahko tako na splošno malce predstavite, zakaj so v farmaciji tako pomembni čisti prostori in pri katerih proizvodnjah pride to najbolj do izraza. Hvala za vprašanje. Načeloma so čisti prostori oziroma kontrolirani pogoji okolja, oziroma prostoru pomembni pri vsaki industriji, kjer je potrebno skrbeti za določen nivo varnosti za izdelek in seveda tudi za ljudi, ki ta izdelek proizvajajo. Zdaj v farmaciji je definirano, da se izdelki proizvajajo pri različnih kvalitetah oziroma nivojih varnosti, bom tako rekel, in recimo, če gremo od spodaj navzgor, recimo trdne oblike zdravila, ki jih zaužijemo recimo ob hrani, po hranjenju in tako naprej, so najbolj enostavni, recimo najbolj nestriktivni pogoji, bolj gremo, bom rekel, se opravičujem, ker nisem medicinske stroke, bolj gremo v recimo, ne vem, cepiva, tam so pa najstrožji pogoji, tam so recimo tudi proizvodnja tako taka poteka, operaterji so bolj zaščiteni, torej bodisi zaradi sebe, bodisi tudi zaradi varnosti za izdelek, to pomeni maske, skafandri in tako naprej. V najbolj reguliranih področjih je pa celo tako, da se v bistvu proizvodnja zdravil dela znotraj strojev, kjer se v bistvu zagotovi minimalne posege osebja. Varnost je pa pomembna zaradi vemo, da recimo v nekaterih primerih, torej vakcine oziroma cepiva, to gre načeloma direktno v telo, v žilo, in če je cepivo kot tako kontaminirano zaradi česarkoli, je lahko to predstavlja v bistvu riziko za pacienta. Zato se tudi v bistvu te pogoji v čistih prostorih, ki jih imamo redno, monitorirajo v smislu jemanja, torej brisov, mikrobiološka kontrola, štetje delcev in tako naprej. Omenili ste več nivojev, to imate prav klasificirane te nivoje? Tako. Glede na zahtevnost, bom rekel, končne aplikacije so potem, torej kam se bo zdravilo apliciralo, so v bistvu definirani tudi nivoji za kompleten čisti prostor, torej sama klimatizacija, celo postrojenje, kar bo najbrž malo kasneje se dotaknila, kot tudi sam čisti prostor. Kot tudi obnašanje v bistvu operaterjev, je recimo bolj se stopnjuje, bom rekel, zahtevnost izdelka, bolj so rigorozni, bom rekel, predpisi na vseh področjih. Pa so to, bom rekel, zakonsko določeni predpisi teh nivojev ali je to bolj odvisno od samega proizvajalca? Tako kot, bom rekel, najbrž je tudi v drugi industriji, ampak v farmaciji je tako, da so v bistvu te nivoje oziroma mi rečemo klase čistih prostorov so predpisane. Recimo, kar jaz poznam, kar smo mi v Novartisu implementirali, je, da je to ta mednarodna regulativa, ki se jo načeloma vsi držimo. Določene države pa imajo lahko kakšne specifike, ampak to je zelo redko, zato ker že ta, bom rekel, zgornji nivo je toliko dobro zdefiniran, da je pač se treba tega držati. Ni nekih specifik pol na lokalnih nivojih. In tam je vse predpisano, od, ne vem, kvalitete čistih sten kot takih,
koliko recimo izmenjav zraka mora biti v prostoru, kakšne temperature, vlage, kakšne tlačne razlike, torej iz bolj čistega prostora na manj čisti prostor in tako naprej. Mora biti vedno smer zraka. No, vse to je predpisano. Ja. No, če se nam zdi pri proizvodnji zdravil nekako logično, da so prostori čisti, pa morda, ker seveda premalo vemo o tej proizvodnji, ne pomislimo tako spontano na to, da recimo v elektronski industriji, ste mi razlagali, recimo pri proizvodnji čipov, da so ti standardi še strožji kot v primeru farmacije. Ja, precej strožji. Kakor je meni znano, v bistvu so te zahteve v farmacijo, saj po številu delcev, pa po, bom rekel, dizajnu klimatizacije načeloma prišlo veliko let nazaj iz elektronske industrije. Zakaj je to tam tako pomembno? Zato, ker, torej, če tako poenostavim, je recimo v farmaciji nekaj delcev na neko volumsko enoto, kar se meri, v elektronski industriji je pa to praktično nič delcev, ker če pride nek delec prahu ali karkoli na čip oziroma pri sami proizvodnji na sam čip je v bistvu čip za nič. In zdaj, če običajno poteka proizvodnja v teh primerih v nekih strojih, če bi bilo recimo ta kontaminacija delcev skozi daljše časovno obdobje, bi bila pač lahko cela serija čipov za nič, kar pomeni za samo industrijo visok strošek, ker to je pač neustrezen izdelek, ki ga ne moreš prodati. Drugič pa vemo, da je bilo sploh, ne vem, če se spomnite, nekaj let nazaj v času krize je bila ogrožena tudi proizvodnja teh čipov, in čim recimo bi v neki tovarni izpadla proizvodnja, recimo na eni liniji je to v bistvu nek vpliv potem na celotno svetovno industrijo, ker te čipi se pač uporabljajo praktično že povsod in če dalje pa se bojo. Zato je ključno, da je tam še toliko bolj ta atmosfera oziroma okolje, ki je v samem prostoru ali stroju, še toliko bolj pod nadzorom in se to stalno monitorira z senzoriko, ki je pač na voljo. Zdaj, če se predstavljamo, da so ti čipi mikrovelikosti danes, je potem logično, da verjetno že majhen prašni delec lahko povsem zablokira delovanje tega čipa, tako da je to čisto logično. No, govorila sva o farmacevtski industriji, o elektronski industriji, kaj pa pri proizvodnji hrane in pijače, tudi tam je verjetno potrebna neka mera previdnosti, da ne pride do kontaminacije. Ja, to področje recimo je tudi relativno dobro zregulirano in recimo vsaj jaz sem seznanjen, da bom rekel vsaj proizvodnja in verjamem, da je to seveda tudi v svetu tako, ker so pač predpisi definirani že kar recimo, že takrat, ko smo se mi, bom rekel, v farmaciji lotevali tega, ko smo gradili nove tovarne, smo vedeli, da recimo v proizvodnji pijač že imajo polnilne stroje, ki polnijo pijače v kontrolirani atmosferi. Torej, minimalni vpliv, klimatizacija in tako naprej. In delno je pomembno tudi stališča, ker se v bistvu, če je neka stvar zapakirana v kontrolirani atmosferi, potem tudi rok trajanja tega izdelka lahko toliko daljši. Pustimo pač tiste konzervanse in tako naprej. Zdaj, če bom mogoče malo po domače povem, če recimo pakiramo danes to nekje doma v garaži, je to drugače kot nekje recimo v kontrolirani atmosferi. In so potem te roki trajanja tudi daljši. Sem pa kaj prihaja do odpoklicev, sej dostikrat tudi pri nas pride v kakšne novice, ne vem, da je ta izdelek kontaminiran, ne vem pa, da je treba vrniti bodisi pijače ali pa, ne vem, mesne proizvode in tako naprej. Dobro, tam tudi lahko pride samega vira, ampak strokovnjaki se trudimo, da se v bistvu ta
zunanji vpliv, ki ga lahko v bistvu z nekimi tehničnimi inženirskimi sistemi uredimo, da je ta v bistvu ta del inženirsko gledano urejen, da lahko vsaj inženirji rečemo, ok, mi smo naredili sistem, ki zagotavlja varnost izdelkov in operaterjev. Ko ravno že omenjate, ko pride do odpoklica nekega izdelka, ponavadi se odpokliče celo serijo. Ja. To pomeni, da se nalaž dela po serijah, zato ker se po vsaki seriji verjetno še enkrat prekontrolira vse te pogoje. Dobro vprašanje. Moram reči, da jaz ta del nikoli nisem toliko študiral, ker ni moja stroka, jaz sem v bistvu inženir strojništva po izobrazbi. Delno poznam, recimo, torej v našem podjetju farmacijo in kemijo, in obstajajo tudi procesi, ki so v bistvu kontinuirane narave, ampak to so bolj, bom rekel, na procesnem delu. Zdaj, zakaj so v bistvu, bom rekel, ni glavni razlog, da je v bistvu zaradi nadzora kontaminacije, da se izdelki delajo po serijah, so tudi drugi razlogi, ker je recimo sami stroji za proizvodnjo zdravil imajo pač neke omejene volumne, in v stroj vstopa pač po receptu, ne vem, to komponente A, B, C in tako naprej. Je pa definitivno, ja, če pride do nečesa, je potem raziskava omejena za pač to serijo in se ve, ta serija je bila od takrat do takrat delana, in običajno pride, tudi vemo iz prehrambene industrije, do odpoklica serije, ker je zelo težko najdete, zdaj bo pa znotraj te serije in ta izdelek, tretji izdelek, to zaenkrat še ne gre. Osebno pa mislim, da bi to bilo možno z nekimi merilnimi sistemi, ki bi online merili število delcev v stroju in se točno ve, od časovne značke takrat do takrat recimo vemo, da je. Ampak zdaj lažje je v bistvu serijo nazaj poklicati, kot pač, iskati pri končnih uporabnikih, timestamp se temu reče, in je, prihaja do teh odpoklicov različnih. Mogoče mi vemo iz medijev bolj iz prehrambene industrije, ampak tudi v industriji prihaja do tega. Dostikrat tudi recimo elektronska industrija, ker vemo recimo proizvajalci čipov ali pa proizvajalci različnih delov pač dobavljajo glavnim dobaviteljem in potem imajo oni tudi interno kontrolo, in takrat lahko pride do odpoklica in mi ti kot končni uporabniki recimo tega niti ne vemo, ker se v bistvu zaradi teh internih kontrol v različnih stopnjah dobavne verige pač ugotavljajo neskladnosti specifikacije, bomo tako rekli. Je pa zanimivo, ko ste mi pripovedovali, da so celo ti standardi višji pri proizvodnji pijače kot pri proizvodnji hrane, ker me je malo presenetilo, moram reči. Sem si predstavljal, da pri hrani je ta kontrola previdno še toliko višja. Pri proizvodnji pijač so te polnilni stroji že toliko dodelani, da praktično lahko delajo brez prisotnosti operaterja. Kar je pa, bom rekel, recimo pri proizvodnji zdravil malo težji, ker so zadeve bolj kompleksne. Tam je recimo, zdaj bom rekel, ne vem, pa tudi finomehanika je drugačna, tudi recimo volumni so, ne vem, pol litra, liter. Proizvodni recimo cepiv so pa to običajno, ne vem, majhne ampule, ki so bolj dovzetne za, ne vem, razna prevračanja in tako naprej. Stroji so bolj kompleksni in prihaja seveda do zastojev oziroma do zaustavitev teh strojev in potem je pač treba kaj nastaviti in tako naprej. Bistvo pa je, da če pride do posega v stroj, kjer se zahteva kontrolirane pogoje, pač treba ta določen, vsaj v farmaciji, določen del recimo teh vial odstraniti, ker ne vemo več, kaj se je zgodilo med samim posegom. In je to res poskrbljeno maksimalno za varnost končnih uporabnikov, pacientov. Nekaj ste sicer že omenili,
smer zraka, količino zraka v prostoru. Rad bi se osredotočil na to, da verjetno že pri načrtovanju čistega prostora je potrebno razmišljati tudi o vseh teh tehničnih podrobnosti. Pa mogoče, če se omejiva na farmacevtsko industrijo, ki je vam bližja, kako se lotite neko takega projekta, neke nove investicije? Prva faza je definitivno, naredi se nek tehnološki projekt, kjer se točno ve, prvič, za kakšen tip proizvodne gre, kakšne stroje potrebujemo, in potem na podlagi tehnološkega projekta se so različne faze potem inženirskega dela, ampak recimo na idejni basic design in te stvari, osnovni dizajn, se recimo lahko načeloma ni pomembno mogoče toliko za to današnje predstavitev, ampak ko pride pa do, bom rekel, detaljnega projektiranja, je pa točno pomembno, recimo, kje stroj stoji v prostoru, kje bojo operaterji, kje prihaja recimo do nalaganja tablet in tako naprej. In recimo, in tudi novodobne zahteve grejo v to smer, da se, bom rekel, čisti prostor proba maksimalno zminimalizirati, da se v bistvu res omejimo na del, kjer je pomembna ta atmosfera in potem tudi sami ste rekli, ta smer zraka, torej tam, kjer rabimo najbolj čisti del čistega zraka, da v bistvu tudi odplakuje morebitne delce stran od produkta. V nekaterih tipih proizvodnje je celo predpisano, da je treba to smer zraka dokazovati, tako imenovanimi dimnimi testi, ker se snema, torej inicira se dim in se točno gleda silnice, kam ta zrak gre. Mora iti torej prvič na tam, kjer je izdelek oziroma kjer se polni, mora priti svež zrak od sistema, od klimatizacije in ne sme se vrtinčati nazaj, in zapušča pač stroj in se ponovno obdeluje, filtrira, hladi, segreva, karkoli že, filtrira predvsem. In je ta smer zraka izredno pomembna, da ne gre, da ne more priti do tega, da pride recimo, da zrak splakuje morebiti operaterja in pride nazaj nad produkt, ker s tem je riziko velik, da pride do česarkoli na pripolnjenje potem zdravila. In to je dejansko ključno, in potem je cel dizajn HVAC sistema oziroma sistema za klimatizacijo podrejen temu, da se prostor prezračuje v smislu, recimo, če je to tukaj stroj v tej poziciji tega prostora, da je ta cona tista, ki je bolj čista, oziroma se smeri zraka odplakujejo v tako imenovano manj čisto, ki je pa še vedno skladna s predpisi, da ne bojo gledalci narobe razumeli. Gre zgolj za to, da je zagotovljena ta varnost za izdelek, kot tudi operaterja. Če bi prihajali do, recimo, da bi prihajali, da bi imeli proizvodno, bom rekel, praškastih, torej tablet, kjer iz prahu delamo tablete oziroma granulata, in bi ta granulat prah, recimo, zaradi neustreznega sistema, prihajal tudi na operaterja, tudi za operaterja to definitivno ni dobro. To je treba izključiti. To pomeni, da on v bistvu stalno dobiva to dozo. Ne vem, predstavljajte si, kdaj gledate, mogoče kdaj, pa se spomnite, gledate kakšne rudarje, ki imajo maske gor in kad dajo to dol, so kle ponovadi zelo črni. To pomeni, da ta zrak, ki ga vdihavajo, gre, delno se filtrira, delno gre pa v pljuča. Pri nas se pa to recimo ne vidi, kako te granulati niso črni. In je ta smer zraka pomembna. Kjer se pa to ne da, je pa pač ta osebna varovalna oprema predpisana oziroma odvisno tudi od samega proizvoda, koliko je rizičen za zdravje ljudi. In tam so potem, je ta dizajn res zelo pomemben. In to se potem, ko je zdizajnirano, se tudi dokazuje vse. Pa obstaja prav nek poseben poklicni profil, se pravi projektanta, ki je specializiran za čiste prostore, ali kako je to? Žal ne.
To je v bistvu ena izmed idej v bistvu tega novega združenja, ki smo ga ustanovili in ga nekako podpira tudi farmacevtska industrija, ki je v Sloveniji, da bi, torej v Sloveniji to ne obstaja še, obstaja v tujini, obstaja prav, bom rekel, specifična izobraževanja, znanja, in to bi radi mi v bistvu nekako spromovirali, no, da bi mogoče v naslednjih nekaj letih, vsaj taka je ideja, taka visoko leteča ali pa Big Bold, da bi mogoče bil tudi na fakulteti za strojništvo, načeloma so to vse strojni inženirji, ki projektirajo strojne inštalacije, da bi tam bil nek, ne vem, predmet ali semester, karkoli že, kjer bi ta specifična znanja lahko pač strokovnjaki predavali, ker žal je v bistvu bolj tako, da se projektanti učijo na podlagi, ne vem, že sprojektiranih sistemov, ne. Ne vem, prej sem povedal, tukaj je stroj, zdaj pa naslednji projekt, tukaj smo imeli tudi stroj, bomo to tako naredili, ne. Žal je pa tudi tako, da običajno potem, ko je sistem v uporabi, se ta, bom rekel, glas, ki bi moral slediti nazaj do projektantov, torej, ne vem, monitoring se dela, trending in tako naprej, bi morali priti nazaj. Tlele bi morali pa, ne vem, za naslednjič sistem mogoče malo izboljšati, skratka uvesti te inovacije. No in to je tudi dejansko ciljno, da bi prej slej imeli specialiste, ki bi podpirali, bom rekel, slovensko farmacevtsko proizvodnjo v tem smislu. Pa tudi širše verjetno, ker zdaj, ko se pogovarjava, sem se spomnil tudi imeli so farmacijo, proizvodnjo hrane in pijače, nazadnje tudi veterino-operacijska dvorana je čisti prostor. Tako je, tako. Tam je pa, tam je pa direktno, tam zdaj pa pri operaciji pa vemo, da je pač pacient v vsakem primeru pač prihaja do nekega, se opravičujem, če bom uporabljal napačne izraze, nisem iz medicinske stroke, torej če prihaja do operacije, pač pacient tako ali pa drugače njegovo telo izpostavljeno, torej notranjost telesa, ker prihaja do rezov in tako naprej, tam je pa seveda ta del tudi zelo pomemben. Zdaj se bom izognil mogoče trenutnim razmeram, ker vemo, kakšna je starost naših bolnišnic. Zunaj je to dosti bolj urejeno, so dejansko profesionalne operacijske dvorane in eden izmed namenov je tudi tega društva, da bi nek, bom rekel, nivo tudi v tem delu dvignila, ker popolnoma vseeno je, mislim, ni popolnoma vseeno, ampak če farmacija poskrbi za varnost izdelka, tam recimo v bolnici pa mogoče nivo ni tak, kot bi moral biti. En člen v verigi je odpovedal, bom tako rekel. In tukaj bom naredil piko, ne bom nadaljeval, ker... Ne, se tudi ni namen, to sem vas hotel še vprašati. Je namen te vaše sekcije, ko govorimo o standardizaciji, se pravi, da bi nekako predpisali in te postopke vzpostavljanja čistega prostora in podobno, se zgledujete morda po kakšni rešitvi iz tujine, katera vam je najbližja? V osnovi smo društvo ustanovili tudi zato, ker je bila od vsega začetka tudi ideja, da bi se včlanili v to mednarodno združenje za čiste prostore, ki je ustanovljeno že, mislim, če se ne motim, 20 ali več let in je je neprofitna organizacija. Tako imenovani ICCS. In ko bomo postali polnopravni član tega društva, oziroma društva, torej načeloma smo dali vlogo, odločili se bo to v oktobru v Milanu, ko je kongres, bom rekel, tega svetovnega društva. Smo v bistvu potem
s tem, ko postanemo član, smo v bistvu, bom rekel, pridemo tudi do njihovega, bom rekel, nabora vseh izobraževanj, treningov in če se ne motim, je nekih 10 različnih, približno 10 različnih področji, med drugim tudi dizajn, ki smo ga danes že omenila, ne vem, vedenje operaterjev, trening operaterjev in tako naprej. In ko bomo prišli v bistvu do tega, bom rekel, dokumentacije, izobraževanja in tako naprej, je potem seveda korak, da to uvedemo tudi v Sloveniji, bom rekel, lažji, ker ne bomo izumljali tople vode, in se to lahko prenese, bom rekel, v slovensko okolje. To, kaj bi verjetno reševali z nekim certifikatom? Ja, namen je tudi, ko bomo imeli, torej ideja je, da bi, ne vem, za prvo leto, dve bi imeli 3 tako imenovana področja, operaterji, dizajn sistemov, pa še eden, pa se žal ne spomnim. In namen je seveda tisti, ki bodo, recimo nek inženir, ki bo imel tak tečaj narejen, bo seveda dobil to certifikat, da pozna, bom rekel, projektiranje takih sistemov, in to bi načeloma bila tudi torej neka dodatna varnost za nas, proizvajalce zdravil, kot tudi konkurenčna prednost takega podjetja oziroma projektanta, ki je tako šolanje naredil, da v bistvu vzpostavimo ta sistem certificiranja za potrebe industrije. Kdo pa pravzaprav nadzoruje, če je nek prostor dovolj čist? Torej, ko je prostor oziroma tovarna narejena, je potem nadzor nad tako imenovanimi pogoji v prostoru na samem uporabniku. Torej, pri primeru farmacije imamo mi vzpostavljen, torej, prvič sledi se nekaj parametrom, recimo, ne vem, enkrat letno ali pa na neko periodo se izmeri, ponovno verificira, validira, recimo smeri zraka, tlačne razmere med prostori, temperaturo, vlago, izmenjave, koliko zraka pride noter, delce na delovni površini, mikrobiologija, torej mikrobiološki monitoring in tako naprej. Ta zadnja dva, oziroma predvsem mikrobiološki monitoring se dela na bolj pogost interval. Včasih, recimo, oziroma ne včasih, tam, kjer je že omenjeni cepiva, že omenjena proizvodnja cepiv, se to dela običajno pred serijo, med serijo in po seriji. Dočim pri proizvodnji trdnih izdelkov oziroma tablet je ta interval širši, enkrat na teden, enkrat na dan, odvisno od proizvodnje. Tako da ja, uporabnik je tisti, ki mora dokazati, da je njegova proizvodnja varna in vsa ta industrija, farmacija sploh, je z tega stališča redno presojana, torej ves ta proces, še posebej pa tudi te pogoji v prostorih. Inšpektorji lahko zahtevajo tudi, recimo, ne vem, zgodovino, mi imamo tudi nadzorne sisteme, recimo, in lahko zahtevajo prej smo omenila serije, za tisto serijo, ne vem, kakšne so bile tlačne razlike med prostori, zato da mi lahko dokažemo, da je bila ves čas proizvodne varnost izdelka zagotovljena. Če zaokroživa ta pogovor, veliko govorila so o čistih prostorih, govorila so o bolj tehničnih podrobnostih teh čistih prostorov, ampak na koncu je zraven v tem procesu tudi človek in verjetno je ravno ta človeška napaka še vedno tudi v teh primerih najbolj
pogost vzrok nekih težav. Ja, to je res. Ja. Tudi izobraževanje teh operaterjev je verjetno zelo pomembno. Ljudje vsi smo, bom rekel, naravnani k temu, da ko delamo neko delo, ki je rutinsko, torej kjer je vsak dan enak postopek, a ne prej ali slej, tudi doma je tako, iščemo neke, bom rekel, poenostavitve, a ne, bom tako rekel, da ne bližnjice, a ne. Tle je pa res pomembno, da so tudi operaterji v bistvu torej podvrženi rednim treningom, zato da se, bom rekel, sam produkt dela vsako serijo na enak način. Zdaj pa spet odvisno od zahtevnosti, a ne, je recimo tudi celo tako, da če se delajo cepiva, a ne, se tudi operaterje, ki vstopajo v proizvodnjo takih produktov oziroma izdelkov, tudi redno preverja, ali so še vedno, bom rekel, če poenostavim, ali se še vedno recimo umijejo roke na ustrezen način, dezinficirajo, oblečejo in se jih v bistvu med samim tem procesom vstopanja se jih validira, a ne, in če recimo tega testa ne opravijo, a ne, morajo to ponoviti, seveda, zato ker pač niso dokazali, da so, bom rekel, sposobni delati v taki proizvodnji. Predstavljajte si, kot da bi, ne vem, zdaj frekvenco oziroma interval ne poznam, ampak če bi, ne vem, kot da bi morali vsake 2 leti ali pa na leto obnavljati vozniški izpit, kar bi bilo kar zanimivo. In ja, tako kot v prometu, lahko, bom rekel, nastanejo smrtne žrtve, če ne sledimo novim predpisom, je tudi v bistvu pri proizvodnji farmacevtskih izdelkov ključno, da operaterji so zgled in dejansko so oni tista, bom rekel, prva linija obrambe, ker običajno tehnični sistem deluje, kot je predpisano, do pač neke okvare, ki jo pa, bom rekel, lahko detektiramo, operaterja pa ne moreš slediti in je pač to v celoti, mora biti pač nek nivo zavedanja, da delamo v bistvu produkt za ljudi, torej je zelo pomembno, da je produkt kvaliteten in ponovljivo kvaliteten. Zanimivo, ko ste mi razlagali, da celo hitrost gibanja operaterja pomembna v čistem prostoru. Kaj ste mislili s tem? Ja, torej, smo spet pri tistih različnih nivojih, torej v najbolj zahtevnem nivoju, kjer je, bom rekel, nivo delcev, zdaj mogoče, če tako za primerjavo rečem, da je lahko recimo med proizvodnjo tablet napram cepivom, so te faktorji lahko, če se ne motim, tudi 50.000-krat manjši, torej toliko manjše število delcev mora biti, kar je veliko, oziroma zelo zahtevno, in recimo, ko prihaja do, prej sem omenil, periodičnih teh kvalifikacij ali pa nekje imamo tudi, oziroma validacij, nekje imamo tudi monitoring sisteme, je pri proizvodnji cepiv je že to dovolj, da in tudi imamo tako predpisano, da se operater ne sme gibati recimo z nekim, kako ne rečem, povišanim tempom, v smislu, itak tek je prepovedana, hitra hoja tudi, v bistvu so neka, ne vem, tudi normalna hoja, če bom tako rekel, počasnjena hoja, glih zaradi tega, ker... Ko hoja po luni, da se zdaj... Recimo, tako, hvala lepa, lep primer, mogoče malo hitreje, če ne, imel pol problem z samo kapaciteto proizvodnje, ampak je ključno, to recimo inštrument, ki meri delce, zazna, recimo, če recimo, ne vem, da bi bil merilnik delcev tukaj, pa bi šel nek človek en meter stran, bi to merilnik zaznal, zdaj vprašanje bi šlo čez mejo, zato pa imamo recimo tam, kjer je izdelek še vedno odprt, torej ni v, bom rekel, pokriti vijali, so v bistvu tudi te monitoring enote delujejo, zato da če recimo prihaja do nekih anomalij, da je
osebje obveščeno, tukaj je povečano število delcev. In če bi recimo v tistem primeru, ne vem, operater odprl stroj in segel z roko blizu senzorja, bi senzor to zaznal. To pomeni, da in če bi šlo v alarm, bi bil pač določen obseg delcev oziroma izdelka bilo potrebno odstraniti z linije in zavreči. Torej v izogib dodatnim rizikom je nekako predpisana tudi hitrost gibanja operaterjev pri določeni proizvodnji, tisti najbolj zahtevni. Hvala lepa, gospod Bogataj. Moram povedati, da nisem si predstavljal, da se v tej besedni zvezi čisti prostori skriva toliko nekih zanimivih podrobnosti. Kot porabniki se verjetno mogoče premalo zavedamo pomena tega in morda tudi s tem pogovorom bova malce, zvišala zavest in osveščenost, tako porabnikov kot seveda tudi proizvajalcev in vseh ostalih deležnikov v tem procesu zagotavljanja čistih prostorov. Hvala lepa, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.